Namaste, ljubljeni in ljubljene. Evo, zopet sem po malo daljšem času z vami in vsekakor danes bi rada zopet govorila o odpuščanju, mogoče na malo drugačen način, kot sem bila vajena v bistvu. Izhajala bom čisto iz same sebe, iz nekih določenih izkušenj, ki sem jih imela. V bistvu, meni osebno je bilo najtežje odpustiti, priznam. Recimo predvsem tistim ljudem, ki sem jim največ pomagala, ki sem jim v bistvu dala vse od sebe, ki sem jim največ pozornosti posvetila. Pa naj si bode to, ne vem, moj bivši partner, ali naj si bodi to moj nek prijatelj, prijateljica, ni v bistvu pomembno. Naprimer, ljudem, ki sem posvečala res ogromno pozornosti, ker sem že potem, ker imam ta dar videnja in z lahkoto prepoznam te mogočne darove posameznikov in navajena sem gledati vsakogar samo v tisti pozitivni luči in iskati ponavadi samo tiste pozitivne lastnosti in se na njih fokusirati in nekako naivno pozabljati na to človeško plat človeka in ponavadi sem se tu največkrat tudi ujela. Torej, vso to energijo, ki sem jo dajala, ki so pozornost, znanje, vedenje, največkrat brezplačno, povsem tako zaradi višjih namenov, zaradi, kako bi rekla, zaradi vere v same premike v družbi, na celotnem planetu, ne, in sem delala iz čiste ljubezni. No, in kaj se je ponavadi znalo zgoditi? Torej, tistim ljudem, ki sem posvetila največ časa, največ energije, največ same sebe preprosto, sem ponavadi dobila od njih nož v hrbet, največja ogovarjanja, laži, razna etikiranja, imenovanja, kar ni bilo v skladu z nobeno resnico v bistvu. Je pa res, da sem sama, kakor znam biti ljubeča, znam pa pri nekaterih stvareh, ko človek resnično noče videti ali dela se neumnega iz samega sebe, pa znam mogoče malo bolj strogo nastopiti. A v tem smislu, da potem vedno sem poskušala takšnim ljudem najprej na nežen, subtilen način pokazati resnico, kje ga lomijo, kje je tista napaka oziroma tista blokada, ki jim ne dovoljuje, da grejo naprej, da ne uresničijo sami sebe, samozaupanja, ljubezni do lastnega bitja. In potem sem znala jaz to najprej zavijati v celofan, iti kot mačka okoli vrele kaše, jim na lep način dopovedovati, prikazati tisto pot, zakaj je vredno to pot prehoditi, zakaj se ne izogibati samemu sebi in tako naprej. No, in potem vsekakor sem dobila razne feedbacke, bolj ko sem jaz bila ostra, bolj ko sem bila pri tem sporočanju resnice unikatna, pa ne v namenu, da bi kogarkoli želela prizadeti, niti najmanj ne, temveč zaradi tega, da bi pomagala, iskreno pomagala. Ker vsak duhovni aspirant na neki točki, ko začne na nek način predajati znanja drugim ljudem, spozna to milino podajanja znanja in tudi hkrati to strogost. In jaz sem v tej strogosti začetka nisem najbolj znajla, ker sem mislila, da edino in samo ljubezen. Da, resnično, da ljubezen, ampak tam, kjer ni resnice, ne more biti ljubezni.
Oziroma ta ljubezen ne more obstati, ne more biti v harmoniji in nima dolgega veka. Torej, rok trajanja je majhen, kratek, kakorkoli. In torej od takih ljudi, ki sem se res trudila za njih, sem potem servirano dobila najslabše stvari. Vse sem bila, samo človek ne. Od čarovnice do ne vem vsega, da sem zastrupljala, da sem magijala, da sem bla 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 delala. Zakaj? Ker sem jim govorila, da rabijo sebe spoštovati. Da rabi samega sebe ljubiti. Da rabijo taki ljudje biti pogumni, sočutni do sebe in do vsakogar. Zato, ker sem rekla in učila, da si ti edini stvarnik in odgovoren za svoja dejanja in dogodke. In to pri v takih primerih, kjer so, če bi vam zdaj govorila podrobnosti, v bistvu stvari zelo smešne. Ampak nekateri ljudje tudi na tistem mikroplanu lastnega samorazvoja ne znajo sprejeti in udejanjati resnice. Mislijo, da je duhovnost nek tečaj, ki traja 3 dni, čez vikend in se lepo razsvetliš in hojla dri in hojla dra. Eto ga, si razsvetljen, si božanski, si v nebozeti mojster, whatever. Ne gre tako. Lepo bi bilo, če bi tako bilo, ampak to je vse v tistem slogu prinešeno na pladnju. Ampak to ne gre. No, jaz nisem učila te komercialne duhovnosti. Jaz sem vedno usmerjala človeka k njegovi notranjosti. Vedno sem mu pokazala najprej pozitivno plat. Njegovo popolnost, njegovo božanskost. Pokazala sem mu njegove darove. Pomagala sem mu, da odkrije njihov zavesti. In potem tisto drugo plat, zakaj tega ne more udejaniti. In tu so se začela kopja lomiti. Zaradi tega sem potem postala takšna in drugačna in ohola in egoistična in dragi moji, ne vem, kaj sem do sedaj že vse slišala o sebi. Joj, kako me ljudje dobro poznajo. Svaka jim čast. Ampak, moram pa priznati, da če ti to nekdo reče XY, ki sem ga mogoče srečala 2-krat, 3-krat v življenju, pa si rečem, dobro, človek me ne pozna, a ne. Ko ti pa nekdo to reče, ki leta in leta dela z njim, ko ti to reče nekdo, ki si z njim v vezi, ki si z njim deliš kruh, streho nad glavo, ki si deliš z njim vse, preprosto, od postelje, od najslajših momentov do najbolj bolečih. Ko ti to reče nek prijatelj, prijateljica, potem, dragi moji, lagala bi, če bi rekla, da me ni bolelo. Seveda me je bolelo. In jokala sem, zmerila sem, pa v nekih momentih sem se tudi počutila izdano, zapuščeno, pozabljeno. Počutila sem se izigrano, zmanipulirano. Vse moje besede so obrnili zoper mene. Vso tisto mojo iskrenost so uporabili, zapakirali na svoj način in jo uporabili zlonamerno proti meni. Da, strašno boleče je bilo, ker ne pričakuješ od ljudi, ki ti dajejo vrhunsko ljubezen, ki te tako rekoč celo malikujejo. Pa nisem želela tega malikovanja, dovolj sem samozavestna, dovolj se imam rada. Mogoče pred 10 leti bi mi to strašno ugajalo. Ampak zadnjih 5 let, verjemite,
lahko mi rečejo, kar hočejo. Jaz vem, kdo sem in tudi vsakomur želim, da se tako počuti. Vendar tu sem imela nerazrešene stvari. Tu sem bila preveč v tistem razdajanju, samo da bi imela občutek, da sem sprejeta, bla, 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 bla. No, in potem sem trpela. En za drugim je prihajal, da 3 so bili ljudje. Moj bivši partner, prijatelj in v bistvu tudi ena prijateljica, ki ni bila tako bližnja v bistvu. In so mi servirali takšne stvari, da sem se v bistvu začela spraševati resnično, ali naj odneham. Tako me je to prizadelo, tako me je to bolelo, v bistvu me je zabolelo do srži. Vse sem dala, vse sem se trudila, učila jih, vodila jih k njim, k samospoštovanju, k samozaupanju, na koncu pa jaz čarovnica, manipulatorka, ki nisem nobenega evra za to dobila. Nobene koristi, na koncu sem vse to kao, da sem dobila. No, in sedaj k bistvu tistemu, kako odpustiti. Kako resnično odpustiti. Da, dragi moji, rabila sem nekaj mesecev. In sem spoznala neke določene stvari, ki sem jih že prej vedela, ampak nisem si jih upala priznati. Vsak resnični duhovni aspirant ima izrazito intuicijo in lahko zaupa svojemu notranjemu glasu. Ljudje, ki resnično nimajo radi sebe, ki ne spoštujejo sebe, ki v tvoji navzočnosti ogovarjajo druge, zagotovo tudi tebe bodo. Če lažejo o drugih v pričo tebe, a on jih ni zraven, zagotovo bodo tudi tebe. Teh stvari sem se prej zavedala, ampak nisem jih v kompletu sprejela. Vedno sem gledala, kot sem rekla na začetku tega videa, tisto popolno, višji jaz. Skušala najti vedno popolno v človeku in se na to fokusirati. Vsekakor, to je dobra lastnost, ampak mora biti uravnotežena. Mora biti uravnotežena, da ne bi potem ta zazrtost v pozitivno v človeku postala samo škodljivost. Lahko bi tožila, lahko bi šla na policijo, lahko bi ne vem kaj vse naredila, ker so padale zelo grobe besede. In potem sem se odločila. Sem rekla, draga moja Šana, veš, kdo si. Veš, kaj si dajala in veš, na kakšen način si dajala. Veš, da je bilo vse avtentično, iskreno, da ni bilo primesi sebičnosti. Da si, ne vem, te 3 ljudi, recimo, spodbujala k božanskosti, k zazrtosti k sebi, k ljubezni do sebi. In se je začel proces nekako najprej samo odpuščanja. Da sem sebi odpustila, ker nisem želela spregledati. No, potem sem še njim odpustila. Ko je tisto odpuščanje res postalo v meni zrelo, potem je bilo z lahkoto odpustiti njim. In v bistvu, bom rekla, niti te ljudje se mi ne smilijo. Ne. Imam pa sočutje do njih. Imam sočutje, da ne zmorejo in ne znajo drugače. Da ne znajo sprejeti odgovornost svoje življenje in da ne znajo biti pogumni, neustrašni, odločni in da je težko nekaterim ljudem ljubiti samega sebe. Sprejeti samega sebe, živeti samega sebe, ne da bi ti kdo določil kaj in kako. Najbolj hecno vsemu temu je, da nikoli nisem nikomur določala, kako naj živi. Resnično pa sem usmerila, bodi ti. Rad se imej, ljubi se, ceni se, spoštuj se, poseben si, s posebno misijo na tem planetu.
zmoreš, vsa božanska moč je v tebi. In tako naprej, in tako naprej. In potem, ko sem odpustila, me je to odpuščanje zelo obogatilo. Na novo oktavo zavedanja me je pripeljalo in danes lahko rečem hvala vam, hvala mojemu bivšemu, hvala bivšim prijateljem, ki ste me naučili nekega novega poglavja v mojem življenju, da znam uravnotežati duhovno in materialno, božansko in človeško. Tako, ljubljeni moji, lahko je odpustiti nekomu, ki vas prizadene nehote. Težko je odpustiti nekomu, ki vas prizadene namensko, ki namensko širi laži o vas, ki vas hoče degradirati, deplasirati, uničiti, ki pod vsako ceno vas hoče na slab glas dati. Vas, vaše delo, vašo avtentičnost. Ampak tako bom rekla, jaz sem še vedno tu, še vedno živim, še vedno diham, srečna bolj kadarkoli poprej v življenju. Ker edina osrediščena točka v mojem življenju je Bog v meni, moja prisotnost, jaz sem. Ljubezen do nje gradi ljubezen do mene in tako ljubezen do vsakoga. In vsaka situacija, ki pride naproti, jo je z lahkoto potem odpuščati in usmerjati v pravo smer. Tako, dragi moji, ne bodite presenečeni. Verjetno se vam je tako ali tako že to zgodilo, da tistim, ki ste največ dali, ste od njih dobili največ teme. Ampak to vas dela posebne in bogate, da znate odpustiti, da znate biti vedno vita ljubezen. To vas določa, vaša dejanja. Rada vas imam, ljubim vas. Bodite srečni, bodite samo svoji, vi ste edinstveni, ni drugega, ki te lahko nadomesti. Z vami sem bila vaša Šana. Namaste.